Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Dober dan. Vlada na današnji 79. seji sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Kakšne novosti prinaša in zakaj je bila potrebno sprejeti tega zakona, bo predstavila ministrica za zdravje, dr. Valentina Prevolnik-Rupel. Lepo pozdravljeni. Predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov smo sprejeli, ker uporaba elektronskih cigaret med otroci in mladimi strmo narašča. Elektronske cigarete vsebujejo številne škodljive, rakotvorne in dražilne snovi, ena ključnih sestavin pa je nikotin, ki je močno zasvojljiv in ima škodljive učinke na srčno-žilni sistem, pljučno funkcijo in razvoj ter delovanje možganov pri mladostnikih. Vse več raziskav namreč kaže, da pri mladostnikih, ki sicer ne kadijo, uporaba elektronske cigarete bistveno poveča verjetnost tudi do 4-krat, da bodo začeli kaditi tudi običajne cigarete. Predlog sprememb in dopolnitev zakona o tobačnih izdelkih tako prepoveduje značilne arome, naprimer sadja, začimb, zelišč, alkohola, bombonov, vanilije, za vse ogrevane tobačne izdelke in elektronske cigarete, razen okusa ali vonja tobaka ali mentola. Večina mladostnikov začne uporabljati elektronske cigarete prav zaradi različnih arom, vendar arome zmanjšujejo zaznavanje škodljivosti, dihavanje pa je prijetnejše, ker olajša začetek in tudi nadaljevanje uporabe. Predlog zakona uvaja tudi prepoved kadilnic, torej popolno prepoved kajenja v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih. Kadilnice so se namreč kljub prezračevanju, filtriranju in drugim tehničnim ukrepom izkazale za neučinkovito zaščito pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu. Zaradi možnosti kadilnic pa so Slovenijo mednarodne organizacije uvrstile med države z nepopolno zaščito prebivalcev pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu, kar tudi slabša mednarodno oceno slovenske politike nadzora nad tobakom. Prav za preprečevanje črnega trga in z namenom bolj učinkovitega izvajanja zakona dopolnjujemo tudi nekatere določbe nadzora in kazenske določbe, ki vključujejo sodelovanje več nadzornih organov in nove kršitve posameznikov. Med drugim posameznik tovrstnih izdelkov ne bo smel prodajati, pa tudi ne uvažati v večjih količinah. Da bomo učinkoviteje izvajali prepoved prodaje tovrstnih izdelkov nadaljavo oziroma preko spleta, ki sicer velja že od leta 2017, predlog zakona posameznikom prepoveduje uvoz teh izdelkov iz tretjih držav. Gre za izdelke, ki mnogokrat kršijo zakonodajo, predvsem glede dovoljene vsebnosti nikotina in drugih škodljivih snovi. Ponudnike teh izdelkov iz tretjih držav pa je praktično nemogoče sankcionirati. Vsi ti ukrepi, ki jih predlaga zakon, so nujni, saj bodo zagotovili varovanje zdravja celotne populacije, še posebej otrok in mladostnikov, ter pripomogli k vzdržnosti slovenskega zdravstvenega sistema v prihodnosti. Prav tako pa bodo močno prispevali k uresničevanju dolgoročne strategije za zmanjšanje posledic rabe tobaka, ki predvideva, da bo Slovenija do leta 2040 postala družba brez tobaka. Hvala. Najlepša hvala, ministrica. Zdaj pa imajo na voljo novinarji vprašanja. Tisti, ki so pri nas, najprej stopijo do mikrofona, se predstavijo in lahko zastavijo vprašanje. Izvolite. Najprej tisti, ki ste tukaj z nami v studiu. Potem bomo šli pa še na splet. Ni vprašanj? Ja. Dosti je bilo vsebine, pa. Dobar dan, Tjaša Dogolin, Pop TV. Mogoče rekli ste z namenom preprečevanja cvetenja črnega trga, da se bo, če sem prav razumela, vse jim ujela, da posameznik ne bo smel prodajati, uvažati večje količine. Kaj to konkretno pomeni? Pa tudi glede te prepovedi uvoza iz tretjih držav, ne vem kaj, ali se bo potem na meji to
prekinilo, če mogoče malo tako bolj iz prakse lahko razložite. Ja, se pravi, to seveda ni stvar Ministrstva za zdravje, to je stvar nadzornih organov, ki mi samo vzpostavljamo nadzor z zakonom. Večja količina, to ne gremo zdaj na, se pravi, uvoz je itak prepovedan od leta 2017, seveda je pa razlika med posameznikom, ki naroči eno posamezno škatlo ali pa med tistimi, ki naročijo več. Tako da sicer pa nadzor ni stvar Ministrstva za zdravje, potem to pač delajo ustrezni nadzorni organi. Ja, ampak verjetno tudi predpisujejo zakona, ne? Tako. Seveda recimo tudi v zakonu vemo, da bo recimo NLZOH bodo nabavili določene aparature, ki bodo potem tudi nadzorovali uporabo v okolici šol, trgovinah in tako naprej. Tako da nadzor je razdeljen res na več nivojev in ravni. Ja. Da je malce nesta. Mogoče čistko, tudi uporabniško bom rekla, ko govorimo o elektronskih cigaretah, se pravi, gre za vejpe samo, ali so tudi nekaj ogrevajo, poznamo pač več vrst Ja. In ti tega. za enkratno uporabo poznamo? Tudi, ja, te za Ja. enkratno uporabo, se pravi, kaj točno, no? Razumem. Se pravi, direktiva sama prepoveduje pri ogrevanih izdelkih, se pravi, kjer gre za ogrevanje. Mi dodatno, poleg direktive, ukinjamo še arome pri elektronskih cigaretah. To sta že dve, medtem ko za enkratno uporabo izdelki pa ostajajo v uporabi, pri čemer bo uporaba arom omejila tudi seveda uporabo potem teh izdelkov za enkratno uporabo. Ja. Ja, naprej. Aromi, mogoče To še so o aromah, arome. kakšno vprašanje ostajate, dve v veljavi. Mogoče ministrica, če poveste, kateri dve aromi boste še po zakonu v veljavi? Seveda ostajata torej aromi z okusom tobaka in mentola. Vse ostale arome, ki jih imamo trenutno okrog 15.600, so prepovedane. In te bodo Za- tudi nadzorovane. Te bodo nadzorovane. Imamo malce težav v stoli. Skratka, če še lahko povem, Tjaša Dugolin, te bodo nadzorovane. Bo pa ministrica več povedala. Na tem dvemi aromami se bo izvajal nadzor. Tako je. V teh dveh aromah, se pravi, to je aroma tobaka in mentola, seveda so tudi škodljive snovi, kot v vseh aromah. Tu bomo šli po vzoru drugih držav, predvsem Danska, Estonija, ki sta uporabljali enak pristop, dovolili dve enaki aromi. Nadzorovali bomo oziroma analizirali škodljive snovi, ki so v teh aromah in jih potem tudi ustrezno obravnavali oziroma prepovedali. Razumljivo? Skratka, 15.000 je pa teže nadzorovati. Tudi o tem smo se pogovarjali na seji vlade. Tako je. Sedaj vprašanje ni bilo vezano na mentol pa tobak, ampak govorimo o teh pafih, ki so enkratni, a ne, to ste rekli, Kar pridite da sem. ostaja. Ja, kar pridite Ampak sem, to je ker- itak vse aromatizirano. Arome so pa prepovedane. Te mogoče diskrepance ne. Ja. Tu so elektronske cigarete, imenujejo se z različnimi uporabi, puff, bar, vse živo imate. Eni imajo drugačen pristop segrevanja, eni so pa Bi morali stopiti sem, če bi želeli. Ker imamo v prenosu živo in ljudje ne slišijo. Arome bodo prepovedane v vseh elektronskih cigaretah, razen tobačne in pa arome mentola. To velja USB ali... Pardon. Ja, to je predstavnica Ministrstva za zdravje, Ja. ki je sicer ne vidimo v kamero. In lahko poveste. Ja, Vesna Marinko, Ministrstvo za zdravje. Ja, lahko še enkrat Ja, ponovim, prosim. da arome bodo prepovedane v elektronskih cigaretah, za izjemo arome tobaka in pa seveda mentola. Elektronske cigarete danes poznamo pod različnimi imeni, puff, bar, muff, vse žive imate v bistvu izraze, prepovedane pa bodo arome, se pravi v vseh oblikah elektronskih cigaret, razen tobaka ali pa mentola. Hvala lepa. Gre pa za zdravje ljudi. Še kakšno vprašanje za ministrico tukaj? Ne, potem pa se selimo na splet. Vidim, da imamo iz dela Brigitte Ferlič-Gajner, če želi besedo, naj vklopi kamero. Očitno nima. Še kakšno drugo vprašanje? Ja, vidite.
Nastja. Pozdravljeni, Nastja Stopar, TV Slovenija. Jaz imam pa na eno drugo temo in sicer zanima me glede zdravstvene reforme. Nekako je vse potihnilo, premijer je napovedal, da boste takoj ob nastopu funkcije napovedali ukrepe, ki so menda že pripravljeni, pa me zanima, kateri so in kaj delate na področju zdravstvene reforme. Tako je, res je, potihnili smo, nismo veliko v medijih, to je zato, ker delamo. Kar sem že povedala, takoj ob nastopu funkcije, da bom v javnosti seveda takoj predstavila rešitve, kakor hitro jih bomo imeli. Trenutno na ministrstvu aktivno delamo na vseh spremembah, ki jih želimo uvesti na veliko področjih, takoj ko bomo imeli rešitve, jih bomo z veseljem predstavili javnosti. Mogoče, katera so ta področja? Lotevamo se od različne zakonodaje do priprave splošnega dogovora oziroma verjetno uredbe, ker smo danes že 9. novembra, do čakalnih dob, se pravi dostopnosti, kakovosti, ker se pripravlja, kot vemo, zakon o kakovosti, tako da res širok spekter. Vidite, da smo se ukvarjali tudi z javnim zdravjem, s pripravo zakona o omejevanju tobačnih izdelkov, tako da, ja. Še to, ena od prioritet je bil tudi zdravstveni steber, tudi tukaj so pogajanja nekako zastala s sindikati, dogovor je ministrstvo podpisalo s Fidesom, 1. januarja naj bi ta steber začel veljati. Se zavzemate še vedno za zdravstveni steber, ste v pogovorih z deležniki? Mi pogovore normalno nadaljujemo v plačnem sistemu. Naša skupina, ki je imenovana na Ministrstvo za zdravje, aktivno v pogajanjih sodeluje in me tudi pač periodično obvešča, kaj se dogaja, tako da mislim, da aktivnosti na tem niso zastale. Pa bo zdravstveni steber zaživel s 1. januarjem? To zaenkrat mislim, da še ne vemo. Okay, hvala lepa. Hvala. Ja, mogoče še vezano na kolegico, a lahko mogoče malo bolj konkretno, katere ukrepe načrtujete recimo do konca leta. Poleg tega me pa tudi zanima vaše mnenje na predlog Strateškega sveta za zdravstvo glede podražitev konec koncev tobaka, alkohola, popolne prepovedi elektronskih cigaret. Podpirate verjetno, kaj pravite? Ja, se pravi, to je bila skupna seja Strateškega sveta za zdravstvo in za prehrano, katere sem se udeležila in z javnozdravstvenega vidika seveda absolutno podpiram vse spremembe. Mislim, da še niso dorečene, se pa o njih seveda pogovarjamo, se pravi, gre za višjo obdavčitev tistih snovi, ki so zdravju škodljive, se pravi sladkih pijač, tobaka, alkohola. Tako da kot ministrica za zdravje seveda podpiram take spremembe in se jih že veselim, sem vesela, da jih sprejemajo. Kar se tiče bolj konkretnih ukrepov, zdaj res konkretno ne morem, ker jih je zelo veliko in so tudi med sabo povezani. Recimo, če pa recimo izpostavim jih nekaj, ne vem, pripravljamo aktivno protokol za urejanje čakalnih seznamov, delovna skupina, ki je bila ustanovljena že takrat, ko sem začela z delom na ministrstvu, bo predvidoma naslednji teden že predstavila osnutek protokola, ki ga bomo kasneje seveda predebatirali z vsemi deležniki v zdravstvu. Povabili smo tudi že k sodelovanju izvajalce, se pravi direktorje zdravstvenih domov in bolnišnic. V splošnem dogovoru pripravljamo res spremembe na tako širokem področju, na toliko področji, da jih bi težko zdaj na hitro opisala, ampak recimo zelo se ukvarjamo v zadnjih tednih z zakonom o digitalizaciji, ki ga skušamo uskladiti z vsemi deležniki. Veste, da smo imeli na člene zelo veliko pripomb in komentarjev se strani različnih služb in jih aktivno usklajujemo. Najlepša hvala, ministrica. Želimo vam veliko sreče pri delu in ko boste... se je pa javila Brigitte Ferlič-Žgajner, ampak vsekakor bomo vsem tem, kar ste zdaj sprašvali, seznanili javnost, ko bomo imeli pripravljene rešitve. Tako da, Brigitte, izvolite. Ja, zdaj sem slišala, dober dan vsem, zdaj sem slišala, da ste se navezali tudi na druge teme, pa mene tudi zanimata dve drugi temi. In sicer, če mi lahko poveste, če ste se že odzvali na tožbo profesor dr. Tomislava Klokočovnika, oziroma zakaj mu ne izdate odločbe o tem, ali sme delati v Splošni bolnici Celje ali ne.
Moje drugo vprašanje se navezuje pa na psihiatrično kliniko in sicer me zanima, kaj pričakujete od današnje seje te psihiatrične klinike. Hvala lepa. Se pravi, zadevo z dr. Kočovnikom oziroma upravljanjem njegove dejavnosti v Splošni bolnišnici Celje smo prejeli. Zadeva ni lahko rešljiva, jo proučujemo in mislim, da bomo odločbo v kratkem uspeli izdati oziroma se pač preučiti zadevo in dokončati. Tožbe dr. Klokočovnika zaenkrat na Ministrstvu za zdravje še nismo prejeli. Kar se tiče psihiatrične klinike, seja sveta zavoda poteka. Nikakor ne bi rada prejudicirala, kar se bojo do danes dogovorili, tako da se bom pa z veseljem seznanila za zaključki današnje seje sveta zavoda. Zdaj pa se vam res zahvaljujem. Ne bomo potem zdaj pojasnili pozneje, ker očitno je zanimanje za današnjo novelo zakona kar izjemno. Tako da hvala lepa, ministrica. Želim vam uspešen dan in delo. Hvala lepa. Nasvidenje. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.